Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz Šmartnega, kjer je pred nami tekma prvega kroga nove sezone v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod in sicer obračun med domačim Šmartnim in pa gostujočimi Dobrovcami. Predno začnemo čisto zares, še hiter skok na oglas. Tako sliko smo ponovno v Šmartnem, kjer je vse pripravljeno za začetek obračuna. Oba kapetana, gostujoči Andraž Mlinar in pa domači Semin Omerovič, sta pravkar opravila začetni žreb. Mi pa si kar poglejmo obe začetni enajsterici. Za domače Šmartno, ki ga vodi Ramis Smajlović, nastopa pa v svoji značilni vijolični opremi. Od prve minute začenjajo vratar Miha Raus številko 1, pa centralna branilca Tim Turinek številko 15 in pa Davod Kokić številko 6, oba novinca, ki sta Šmartno okrepila pred začetkom letošnje sezone. Na levi strani začenja Žiga Brinovšek številko 13, na desni Simon Zupančič številko 19, v sredini na to nekoliko bolj defenzivno številko 20 Pavel Vižintin in pa številko 4 Urh Gaber Maricenović. Nekoliko ofenzivne je pred njima že omenjeni kapetan Semin Omerovič številko 5, na levi strani začenja številko 7 Žiga Sojić, na desni številko 8 Žan Kopušar, v konici napada pa povratnik v Šmartno iz Ptujske Drave se je vrnil v konico napada vijoličastih Marcel Blaj številko 10 na hrbtu. Prvi bodo iz sredine igrišča krenili nogometaši Dobrovc, ki jih vodi trener Gorazd Šket. Nastopajo pa v fluorescentno rumeni športni opremi. Začenjajo pa z naslednjo enajsterico. V vratih je številko 12 Marcel Pahič Kamenšek, centralna branilca, tako kot lanski sezoni številko 4 Lan Šket in pa številko 20 že omenjeni kapetan Andraž Mlinar. Na levi strani številko 8 Kristjan Sagadin, na desni številko 17 Aljaž Hedl, na zadnjem veznem začenja številko 6 Kristjan Čeh, pred njim sta številko 24 Taj Kokol in pa številko 14 Jure Šimunđa. Na levem krilu začenja Maj Lorbek številko 18, na desnem Luka Benotić številko 10, v konici napada pa številko 11 za Dobrovce začenja Elvino Podbrežnik. Tekma se je medtem že začela. Pri žogi pa trenutno domači, ki po levi strani gradijo prvi napad v novi sezoni. Ja, tako pri Šmartnem kot tudi pri Dobrovcah si seveda nadejajo precej uspešnejše sezone, kot je bila lanska. Šmartno sicer na 12. mestu s 30 točkami, še 7 manj so jih zbrali nogometaši Dobrovc, ki so bili pred zadnji 13. Na koncu pa so varovanci Gorazda Šketa v ligi obstali zgolj zaradi tega, ker Rače niso dobile tekmovalne licence za to sezono. Predvsem pri Šmartnem, kjer so pripeljali nekaj zanimivih okrepitev, se zdi, da enostavno mora krivulja rezultatov navzgor. Boril se je zdaj Podbrežnik, ob njem je bil Tim Turinek. Žogo je na koncu Miha Raus pobral, razburjal se je sicer Podbrežnik. Predstaviti vam moram seveda še sodniško ekipo. Glavni sodnik današnjega srečanja je Teo Glažar iz Hajdine,
Pomagata mu ob stranskih črtah Aleš Rumeš iz Kidričevega in pa Lovro Mileta iz Višnje Gore. Delegat današnjega srečanja v Šmartnem je gospod Silvo Borošak iz Spodnjega Dupleka, medtem ko so domači sprožili prvi strel proti vratom Dobrovc. Marcel Blaj je poskušal z razdalje. Žoga je končala za vrati, ki jih brani Marcel Pahič-Kamenšek. Kamenšek vrača žogo v igro, skače Kopušar. Dobro, potem Blaj, žoga je prišla do Vižintina. Na desni strani teče Zupančič. Dobro je reagiral Kristjan Sagadin, ki je zdaj obležal na tleh. Ničesar sicer ni zapiskal Teo Glažar, tako da bo to stranski out za Šmartno. A Šmartno v lanski sezoni s težavami predvsem v obrambi. 57 prejetih golov in tretja najslabša obramba v ligi za Šmartno. Slabši od Vijoličastih samo pri Dravogradu in pa Ljutomeru. Na drugi strani Dobrovce s težavami predvsem v napadu v lanski sezoni. Drugi najslabši napad v ligi so imeli. Jasno tudi samo Dravograd slabši. Dravograd lani povsem ponesrečena zgodba. Povsem nekonkurenčni so bili Korošci, ki bodo letos nastopali v prvi ligi Medobčinske nogometne zveze Maribor. Kopušar, boril se Benotič, žoga je prišla na to do Sagadina. Hitro pa so potem znova razorožili gostujoče nogometaše, branilci v vijoličastih dresih. Kokič. Nekoliko je zdaj spodrsnilo Urhu Gabru Majcenoviću. Tukaj je igrišče tudi precej mokro. Travnata površina stadiona v Šmartnem sicer ni v najboljšem stanju. Tudi sami lahko vidite, da igralcem kaj precej drsi. Še ena žoga medtem proti Blaju. Samo nomet iz avta pa bo pripadal vijoličastim. Brinovšek pošilja žogo v kazenski prostor, tam je bil Omerovič, pa zdaj Blaj. Blaj je lepo podala desno stran, kjer je Kopušar. Prva lepa priložnost je bila to za Šmartno. Na koncu so se rešili gostje iz Dobrovc, samo prvi kot. Za domače na današnjem srečanju je epilog teleakcije. Prva priložnost iz standardne situacije za varovance Rameza Smajlovića. Gneča v kazenskem prostoru Dobrovc. To pa ponesrečena podaja, tudi izbijanje gostov ni uspelo. Kopušar ima še eno priložnost, tokrat dobra podaja v sredino, kjer je bil sicer Marcel Blaj, ki pa ga je tale žoga priletela. Bila je to hitra, močna žoga v kazenski prostor. Samo dotik Blaja z žogo bi bil najbrž dovolj, da bi Šmartno že hitro povedlo. Hitro ponovno napaka gostujočih nogometašev. In visoko na nasprotnikovi polovici ostajajo domači nogometaši.
Precej potentno so začeli s to uvodno tekmo sezone varovanci Rameza Smajlovića. Precej ne samozavestni in razglašeni pa v teh prvih nekaj minutah delujejo nogometaši Dobrovc. Šket je zdaj poskušal rešiti žogo, da ne bi končal tam v avtu, spremljal ga je Žiga Sojč, pa zdaj Vižintin, lepo Vižintin s prve proti Blaju, žoga je na to prišla do Gabra Majcenovića, pa Kopušar. Dobro je reagiral Šimunđa, na to Zupančič, pa Omerović. Omerović pa je, kot kaže, stopil na nogo gostujočega vezista Kristjana Čeha, ki se zdaj zvija v bolečinah na tleh pred kazenskim prostorom Dobrovc. Dobrovc je sicer že 5. sezono nastopajo v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod. Najvišje so bile uvrščene kar na 4. mesto, lani pa torej povsem ponesrečena sezona. Veseli pa trenerja Gorazda Šketa, da igralci niso zapustili barke po tej slabi sezoni. Skakal je Podbrežnik, žoga na to prišla do Kokiča. Šket je potem odbijal, ampak samo Dobrinovška. Vižintin, ob njem je Kokol. Pritisnili so zdaj vendarle tudi gostje. Ne za dolgo, bori se Sojč tam o Aljažu Hedlu. Sojc na srečo gostov ni prišel do žoge. A videli bomo, ali se bo počasi uspelo otresti pritiska, ki ga na začetku tekme vršijo vijoličasti gostujočim nogometašem. Dobro je odbil Turinek, padel je Kopušar in dvignjena zastavica stranskega sodnika, ki je pokazal, da bo to žoga za Šmartno. Še ena žoga v kazenski prostor, dobro se je znašel Blaj, ki je žogo podaljšal tam proti Sojču, ta sicer ni prišel do nje. Po desni strani je zdaj za Dobrovce napadal Lorbek. Podbrežnik pa z napako pri podaji nazaj Šimunđi, ki pa je vendarle zadržal žogo v posesti za Dobrovce. Mlinar, Čeh, ja, skoraj da napaka Čeha, ki pa, kot kaže, ne bo usodna. Še ena dolga žoga proti Podbrežniku, dobro v njem skakal Tim Turinek. Vižintin in Kokič začenjata napad vijoličastih. Podaja na levo stran proti Brinovšku, pa je bila zdaj premočna. Marcel Pahič Kamenšek jo je samo prepustil, da je zapustila meje igrišča in iz gola avta bo pripadla Dobrovcam. Dobro je odbijal Hedl. Kokol pošilja žogo na desno stran, kjer je bil Lorbek.
Hitro se je končal še en gostujoči napad. V intervjuju za Večer je predsednik Dobrovc Robert Meznarič govoril predvsem o težavah tretjeligaških klubov tukaj v Mariboru zaradi odhodov v bližnjo Avstrijo, medtem ko je Marcel Blaj stekel sam proti vratom Dobrovc na razburjenje domače publike, pa kot kaže prepovedan položaj. Blaj zdaj sicer v pogovoru s Tejom Glažarjem, ki pa jasno ne bo spreminjal svoje odločitve. Dobro, Kokol zdaj na desno stran, kjer teče Hedl. Hedl ima nekaj več prostora, odločil se je za podajo v kazenski prostor, to je bila ostra žoga, ampak nekako ni zadev Hedl pod Brežnika. Dobro se je na to boril Sojič, a pa ponovno Hedl, ki je vzel žogo Vižentinu, sicer samo za trenutek. Na koncu pa je Kokol poskrbel, da Dobrovce nadaljujejo z napadom preko Lorbeka. Ponovno ima Hedl nekaj več prostora, ni se odločil za podajo v kazenski prostor, storil je napako pri podaji nazaj Čehu. Trčila sta na to Sojič in preden izmed gostujočih branilcev pa potem še en trk na sredini igrišča in rumeni karton je prejel Kristjan Čeh. A zdaj kar nekaj igralcev na tleh. Dva nogometaša v vijoličastih in pa en v fluorescentno rumenem dresu na zelenici stadiona v Šmartnem. Krajša prekinitev zdaj v Šmartnem. Kjer sicer na srečo ni prevelike vročine, kljub tej popoldanski uri v teh poletnih mesecih, ko zna biti precej vroče, no danes pa vendarle oblačno vreme in tudi nekaj dežja pred začetkom tekme, kar sicer pomeni, da je igrišče nekoliko težje za igro. Ni pa torej tiste hude poletne vročine. Brinovšek in Vižentin, napaka zdaj Vižentina, skače Kokol, pa Podbrežnik. Dviguje žogo Podbrežnik, dobro se je gradil napadalec Dobrovc. Gledal na to proti Glažarju, ki mu ni zapiskal prekrška. Na to pa Lorbek z napako, na pravem mestu je bil Ulf Gaber-Majcenovič. Vendarle nekaj več znakov življenja kažejo zdaj tudi gostje. Še kako prav bi prišlo jasno eni in drugi ekipi, da to sezono začneta zmago. Potem, ko jih lani ne za ene in ne za druge ni bilo v izobilju. Šmartno sicer z 9 zmagami na 26 tekmah lani, Dobrovce samo z 6. Šket je podal proti Lorbeku, na pravem mestu je bil Brinovšek. Ničesar pa ni tvegal Kokič. Dobro je stekel Lorbek tam proti njemu in ga prisilil, da je tole izbijanje.
Dobro cesto, zdaj nekoliko vzpostavili ravnotežje v sredini. Zdaj pa bi bilo potrebno nekaj dodati še v napadalni tretjini. Varovancem Gorazda Šketa. Dobrovce so sicer lani od svojih 6 zmag 2 dosegle prav proti današnjemu tekmecu. Tukaj so v 5. krogu lani zmagali z 2-1. Zabila sta Horvat in Demiri. Za Dobrovce, ne enega, ne drugega, ni več v moštvu Dobrovc. Častni gol za Šmartno na tisti tekmi je zabil Omerovič, ki tudi danes kot kapetan poveljuje vijoličastemu moštvu. 30. marca letos pa še tekma v Dobrovcah, tudi tam enak rezultat, 2-1. Sodil je na tisti tekmi Teo Glažar, sodnik, ki sodi tudi današnjo tekmo. Ferčič in Podbrežnik sta takrat zabila za Dobrovce. Markovič je bil natančen za Šmartno. Podbrežnik danes od prve minute, medtem ko Ferčič na svojo priložnost čaka na klopi. Kičin Brinošek. Od noge na noge zdaj žoga po branilski vrsti Šmartnega. Omerovič, pa Gabr Majcenovič. Brinošek v sredino. Ni bil na pravem mestu Sojč, zato pa Blaj. Žoga pa se je zdaj ostavila tam v luži. Tudi na tem delu igrišča. Očitno stoji precej vode. Po mnenju gledalcev je žoga zdaj zapustila igrišče. Njihovega mnenja pa ne deli glavni sodnik tega srečanja. Turinek in Kokič. Ponovno napaka Sojča, ki se zaenkrat zdi, da ni tisti pravi. Dobro, zdaj Turinek vrnil žogo Rausu. Pa ponovno mirno. Napad začenjajo vijoličasti, ki so sicer na generalki pred začetkom sezone spet proti 0 premagali Mozirje. Blaj, Omerovič, Kušič in pa dvakrat Križnik so bili strelci na prijateljski tekmi. Dobre, zdaj zbijal Zupančič. Nevarno je sicer tam vtekal Luka Benotič. Bližamo se polovici igre v prvem polčasu. Mreži v Šmartnem pa zaenkrat še mirujeta. Videli smo nekaj priložnosti predvsem za Šmartno. Nismo pa še videli strela v okvir vrat. A predvsem tista lepa priložnost Kopušarja izstopa zaenkrat na današnjem srečanju. Dobro, Sojč ob Hedlu. Žoga bo še naprej pripadala gostom. Kokol. Kokol preigrava. Lepo Kokol in Lorbek. Kokol spodaj v kazenski prostor. Nekoliko nerodno je izbijal Kokič, priložnost za Podbrežnika. Jak je zdaj nekoliko nenadejano prišel do te priložnosti. Zdi se, da tudi sam ni pričakoval,
da bo Davod Kokič storil napako. Na koncu je streljal preko vrat, ki jih brani Miha Raus. Slovenska poda proti Omeroviču, odbil je Mlinar. Samo do Vižintina, ki poskuša z diagonalno žogo proti Sojču. Še ena premočna podaja v taboru domačih. Gola od Zadobrovce, ki pa so sicer pred tem današnjim srečanjem generalko odigrale v Šenčurju. 1:1 je bil končni rezultat tiste tekme, medtem ko Kamenšek odbija. Bil je pri žogi pred Kopošarjem, tako da 11 metrovke za Šmartno ne bo. Na tisti tekmi proti Šenčurju sicer strelec Taj Kokol. Predtem pa remi 4:4 z Malečnikom na domačem igrišču, ko je Gorazd Šket uporabil kar 21 igralcev. Danes pa torej prvič zares, kar se tiče rezultata za Dobrovce. A morda bi proti okrepljenemu Šmartnemu podpisali celo remi. Blaj pa Omerovič. Dobro, Omerovič podal proti Blaju, na pravem mestu Mlinar. Jaber Majcenovič pa Turinek. Izmenjala sta se zdaj nekajkrat žogo, Turinek in pa Gaber Majcenovič. In nikamor se ne mudi Vijoliča s tem pri gradnji novega napada. Dobro odvijal Šket. Stekel je tam Podbrežnik, na pravem mestu Kokič. Out za Dobrovce. Dobro, Šimunđa. Skakuje v Omeroviču. Na levi strani teče Sagadin. Čeh. Gledal je Čeh tam proti Šimunđi. Dobro je to opazil Blaj, ki se je takoj postavil med Šimunđo in pa Čeha, tako da je bil Čeh prisiljen žogo podati nazaj do Šketa, ki je lepo našel Hedla na desni strani. Brinošek je na koncu žogo odbil v out. A športno bo Hedl počakal zdaj, da si Žiga Brinošek zaveže kopačko. Zdaj pa je dal Teo Glažar znak. Naj desni bočni branilec dobro žogo vendarle vrne v igro. Vajo pa bo lahko zdaj ponovil še enkrat. A tokrat se odločil za podajo proti kazenskem prostoru, kjer je sicer skakal Lorbek. Še vedno se bori Hedl, spravil žogo do Kokola, ta jo je poslal proti vratom Šmartnega. Ni pa povzročala ta žoga prav nobenih težav visokemu domačemu vratarju Mihi Arausu. Omerovič je zdaj prišel po žogo globoko na svojo polovico. Brinošek. Kokič. A dobro, pridejo tukaj med linije nogometašev Dobrovc s temi podajami. Domači nogometaši, ampak na to, kot da nekoliko zmanjka tista poteza v napadalni tretjini.
Jasno, časa za piljenje forme v tej sezoni bo še dovolj. Smo šele v prvem krogu, medtem ko bodo prosti strel imeli na voljo gostujoči nogometaši iz Dobrovc. Podbrežnik bo, kot kaže, izvajalec tega prostega strela. Vsi nevarni skakalci so se zdaj jasno preselili v kazenski prostor Šmartnega. Dva nogometaša je v živi zid postavil Miha Raus, da ne bi Podbrežnik razmišljal celo o strelu neposredno proti vratom. Nekaj prerivanja zdaj tam ob 16-metrski črti. Tejo Glažar še vedno opozarja tam Mlinarja in pa mislim, da Tima Turineka. Vendarle bo zdaj dal znak za izvedbo tega prostega strela. Glavni sodnik podaja Podbrežnika, pa je končala v naročju vratarja Arausa. Sagadin. Potem dobro preigral Benotič, ki ga je na koncu vendarle ostavil Marcel Blaj. Končala pa je žoga pri gostujočem vratarju. Dobro, Hedl. Pa Čeh mirno na sredini, oziroma bil je to Šimunča, se pravi čujem. Čeh zdaj pri žogi. Poda na desno stran proti Orbku. Pa spet težave nogometašev obeh ekip zaradi slabega igrišča. A potisnil je zdaj Lorbek Vižentina. Razburja se krilni napadalec Dobrovc. Tam pri stranskemu sodniku, k sebi ga bo zdaj poklical glavni sodnik tega srečanja. Zdaj je skrilo se med Vižentinom in pa Lorbkom. Brez rumenega kartona sicer za gostujočega nogometaša, ki je tam krilil z rokami. In na to nekaj krepkih zabrusil tudi stranskemu sodniku. Dobro, ponovno Hedl. Za nami je že pa ure igre v Šmartnem. Še vedno čakamo na prvi strel v okvir vrat. Šimunča in Sagadin. Sagadin vrača Kamenčku. Pa Šket. Žoga ponovno pri vratarju Dobrovc. Medtem ko zadaj kombinira gostujoči nogometaši. Naj povem, da so bile v tem krogu odigrane že 4 tekme. Poda sicer med tem proti Blaju, ampak nič nevarnega. Hitro je žogo pobral Pahič Kamenšek. Na teh 4 tekmah sicer sledeči rezultati. Hajdina je doma z 2-1 premagali Ljutomer in tako prvenstvo štartala za zmago. Krško je z 2-0 doma ugnalo Korotan. Točko so novinci v Ligi staršev osvojili pri Vidmu. Rezultat je bil 1-1. Podvinci pa so v gosteh s 3-0 premagali Šampion. Istočasno s to tekmo, ki jo spremljamo v Šmartnem, sicer poteka še obračun Fužinarja in Zavrča. Fužinar novinec v 3. ligi, potem ko je izpadel iz drugoligaškega tekmovanja. V sredo pa nas čaka še obračun med Čardo iz Martijancev in pa Brežicami. Tudi Čarda je novinec
v ligi. Napadel je medtem Glažar, ki mu je spodrsnilo. Daleč iz vrat je prišel Miha Raus posredovat. Nekaj zmede zdaj na igrišču. Rumeni karton ima v rokah glavni sodnik. A pomoč pa bo, kot kaže, potreboval. Če vidim prav, Žan Kopušar. A mislim, da bo prav Kopušar tisti, ki bo porumenel. Potem, ko ga oskrbijo s tem tako imenovanim čudeznim sprejem. Karton pri domačih, med številko 8, Žan Kopušar. Ja, tako potrditev strani uradnega napovedovalca, tukaj v Šmartnem Žan Kopušar je tisti, ki je porumenel v 34 minuti kot prvi pri Šmartnem. Razmerje v kartonih zdaj 1:1. A spomnimo, pri Dobrovcah je v 15. minuti porumenel Kristjan Čeh. Pravkar se je v igro vrnil Kopušar, tako da Šmartno ponovno z 11 na igrišču. Dobro pa je Lorbek onemogočal izgradnjo novega napada domačim branilcem. Merovič je zahteval žogo v noge, dobil je, podal je na to, mislim, da proti Sojču, ampak v glavo zadev Blaja. Dobro, Zupančič, na pravem mestu Sagadin. Odbija Čeh. Pa zdaj tudi Sagadin. Na koncu pa se je žoga počasi odkotalila do vratarja Dobrovc. Pobral je zdaj Marcel Kamenšek-Pahič. Šimunđa je izgubil žogo. Tam je bil Turinek, pa Omerovič. Turinek na to s predložkom. Končala je žoga za vrati Dobrovc. Dobro je ponovno pritiskal Lorbek. A dober je pri tem presingu na zadnje vrsto Šmartnega. Maj Lorbek. Nikakor jim ne pusti kombinacij in podanja tukaj na levi strani. Zupančič in Turinek. Pa Kokič. Omerovič. Ponovno globinska žoga Omeroviča. Odtekal je tam Vižintin, bil je blizu tudi Blaj. Ampak nista se znašla na pravem koncu te podaje Semina Omeroviča, domačega kapetana.
Ja, tale drugi del prvega polčasa nekoliko bolj šahovski, brez resnih priložnosti, potem ko so na začetku večinoma pretili vijoličasti, so potem nekako ravnotežje vzpostavili gostujoči nogometaši. V zadnjem obdobju pa torej brez večjih priložnosti na eni ali drugi strani. Dobro, Sagadin spravuje žogo na desno stran do Lorbka. Pa Čeh. Odlično se je obrnil Lorbek, odločil se je za strel Maj Lorbek. Videl je, da Raus stoji daleč od golove črte. Najbrž je začutil, da lahko poskusi z lovom, ampak precej visok vratar je Miha Raus, ki se tukaj ni pustil presenetiti. Dober vtis pa zaenkrat pušča Maj Lorbek. Še ena globinska podaja, tokrat proti Blaju, ki pa je le malo zamudil. Ako bodo takole vijoličasti spravili žogo do Blaja v globino in se bo tam znašel v okolici kazenskega prostora Dobrovca ali pa celo v njem, bo Marcel Pahič Kamenšek najbrž v precejšnjih težavah. Odličen napadalec je namreč Marcel Blaj. Blaj je sicer v prejšnji sezoni nastopal za Dravo iz Ptuja, ki je jasno lani osvojila prvenstvo v vzhodnem delu 3. lige in se tako preselila ligo višje. Kokič odbija, pa potem Kokol, ponovno Kokič. Bori se Blaj, z rokama si je tukaj pomagal Šket. Tega ni videl Teo Glažar, ki pa je zdaj vendarle zapiskal prekršek Lana Šketa, ki se razburja. A mislim, da nekoliko neopravičeno, že v začetku te akcije je z rokama oviral Marcela Blaja, ko je ta poskušal priti do žoge in prosti strel zdaj z leve strani za Šmartno. Žan Kopušar bo poslal žogo v kazenski prostor. Vsi z izjemo Mihe Rausa zdaj na polovici Dobrovc. Kopušar pošilja žogo v sredino. Odbil je Sagadin, a pa potem napaka Benotiča. Do žoge je prišel Sojč v kazenskem prostoru. Nastreljal pa je Lana Šketa. Lorbek pa Kokol. Rešil je Gaber Majcenovič. Na tleh pa je ponovno Žan Kopušar. Že drugič na današnjem srečanju. Jasno, nikakor ne potrebuje poškodbe enega izmed nogometašev prve postave že v tem prvem krogu, Ramis Smajlović. Kopušar je sicer na nogah, ampak šepajoč zapušča travnato površino stadiona v Šmartnem. Izteka se 42. minuta, bližamo se koncu prvega polčasa. Vse bolj verjetno je, da v tem prvem delu igre ne bomo videli golov. Šimunđa in Sagadin.
Čeh. Še ena globinska podaja. V kazenski prostor Šmartnega pa je končala v naročju Mihe Arausa. Kokič na levo stran, dobro Brinošek, ki je zdaj vendarle žogo spravil mimo Hedla. Hedl pa je na to potegnil ročno zavoro in storil prekršek za rumen karton. A to je bil en tistih pametnih prekrškov. Lepa priložnost bi se ponujala za nevarno akcijo v kazenskem prostoru. Džigi Brinošku, če ga s prekrškom ne bi zaustavljal Hedl. Omerovič tokrat spoda v kazenski prostor, žoga proti Blaju na pravem mestu Šket. Pa Zupančič, dobro odbija Hedl. Šimunđa. Dobro Šimunđa proti Kokolu, nekaj več prostora zdaj na desni strani za Dobrovce. Žoga je prišla do Lorbka. Lorbka spremlja Podbrežnik, tudi Kokol. Neuspešna globinska podaja, Lorbek pa na to do Hedla. Še naprej bo žoga za Dobrovce. Ali lahko pripravijo gostje. Juriš v samem zaključku tega prvega polčasa. Teče že zadnja minuta rednega dela igre v tem prvem delu. Izgubili so žogo gostje, dobro Blaj. Blaj je podal proti Kopošarju, na pravem mestu Mlinar. A slaba podaja pa na to Mlinarja. Kar nekaj njegovih soigralcev je v napadu čakalo na podajo. Visoka žoga na desno stran proti Lorbku. Še enkrat več dobro preigrava Lorbek. Pa Čeh. Šimunđa. Pa Sagadin. Na levi strani je Benotič. Dobro v njem Zupančič in zdaj priložnost za protinapad vijoličastih. 2-2 Blaj in pa Kopušar. Blaj se je odločil za strel iz sredine igrišča. To je bil optimističen poskus Blaja. Premalo pa je bilo tole, da bi videli spremembo rezultata. Smo že v sodnikovem podaljšku, zdaj samo še glavni sodnik Teo Glažar ve, koliko igre je pred nami. V tem prvem polčasu nekaj prekinitev je bilo zaradi lažjih poškodb na eni in drugi strani. Lorbek. Poskus Lorbka. In kot kaže, v samem zaključku tega prvega polčasa še prvi kot za Dobrovce. 1-1 razmerje v kotih. Ja, so razmerno za malo priložnostmi, seveda tudi število kotov precej nizko na obeh straneh. Maj Lorbek bo tisti, ki bo podal v kazenski prostor. Dobra podaja v sredino, odbija visoki Araus. Priložnost za protinapad Urha Gabra Majcenoviča pa je prekinil Teo Glažar, ki je odpiskal konec tega prvega polčasa. Polčasa, v katerem nismo videli gola, videli smo sicer nekaj priložnosti na eni in na drugi strani. Nadejamo pa se tudi, kaj se golov tiče, bolj polnega drugega polčasa. Vidimo in slišimo se čez dobrih 10 minut.
Sliko smo ponovno v Šmartnem, kjer spremljamo uvodni krog nove sezone v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod in sicer obračun med domačim Šmartnim in pa gostujočimi Dobrovcami. Po prvem polčasu rezultat na semaforju 0:0, mreži sta torej mirovali v prvem delu igre. Videli pa smo pravkar tudi prvo menjavo na današnjem srečanju Žana Kopušarja, ki je imel v prvem polčasu že nekaj težav s poškodbami. Dvakrat je celo zapustil igrišče za nekaj trenutkov, je zdaj zamenjal Dominik Vrbovšek, tako da lahko še enkrat pogledamo obe postavi. Za Šmartno v vratih še vedno Miha Raus, v zadnji vrsti so Žiga Brinošek, Davud Kokič, Tim Turinek in Simon Zupančič. V zvezni vrsti Gaber Majcenovič, Pavel Vižintin in Semin Omerovič, na krilih zdaj Žiga Sojč in Dominik Vrbovšek. V konici napada še vedno Marcel Blaj, ki so ga sicer precej iskali z globinskimi žogami v prvem polčasu svoji igralci, ampak neke konkretne priložnosti si z izjemo ene, ko je bil v prepovedanem položaju, ni uspel priigrati. A na drugi strani za Dobrovce še vedno ista enajsterica na igrišču, v vratih je še vedno Marcel Pahič Kamenšek. V zadnji vrsti so Aljaš Hedl, Andraš Mlinar, Lan Šket in Kristjan Sajadin. Na zadnjem veznem je Kristjan Čeh, pred njim Jure Šimunđa in Taj Kokol. Na krilih sta Luka Benotič in Maj Lorbek, ki je pustil precej dober vtis v prvem polčasu. V konici napada še vedno Elvino Podbrežnik, ki je imel najlepšo priložnost za Dobrovce v prvem delu igre, ko je nenadejano prišel do strela z bližine. Po napaki Davuda Kokiča, a streljal preko vrat. Prosti strel medtem za Šmartno. Omerovič bo poslal žogo v kazenski prostor. Omerovič z dobro podajo in takoj na začetku drugega polčasa vodstvo za Šmartno. Strelec je Žiga Sojč po podaji Semina Omeroviča. Sojč, ki nekako ni deloval pravi v prvem polčasu, no drugega pa je začel sanjsko in z glavo premagal Marcela Pahiča Kamenška za vodstvo vijoličastih z 1:0. Otvoril je torej strelsko sezono za Šmartno krilni napadalec številko 7 Žiga Sojč in mislim, da si Rami Smajlović ne bi moral želeti boljšega začetka tega drugega polčasa. Gol 1:0 za domače, strelec pa številko 7 Žiga Sojč. A govorili smo že v prvem polčasu o slabi lanski sezoni, tako za Šmartno kot za Dobrovce. Tako da še kako pomembno, da danes tako za ene kot za druge potencialno zmago začnejo novo sezono. V boljšem položaju pa zdaj torej Šmartno, ki vodi po zadetku Sojča, ampak tudi Dobrovce, da še ne gre povsem odpisati. A spomnimo, da so lani na obeh medsebojnih obračunih danes gostujoči nogometaši Dobrovc zmagali z rezultatom 2:1. A tudi danes je še možno, da se to ponovi. Čeprav pa ekipa Šmartnega v primerjavi z lanskim letom je precej močnejša. Oba centralna branilca sta recimo o krepitvi. Tim Turinek in Davud Kokič, pa tudi Gaber Majcenovič, pa seveda napadalec Marcel Blaj, tako da Šmartno letos cilja precej više kot v zadnjih recimo 2 sezonah. V predprejšnji sezoni so prehiteli samo Dravograd in takrat po dodatnih kvalifikacijah obstali v tretji ligi, no lani torej vendarle mesto više tudi od Dobrovc, ki bi sicer morale izpasti rezultatsko gledano, a zaradi licenciranja so iz lige izpadle Rače. Ob že omenjenem Dravogradu seveda, ki je bil vsaj za razred slabši od vseh ostalih konkurentov.
v vzhodnem delu tretjeligaškega tekmovanja. Blaj napada, odločil se je za strel z levico, bili so tam sicer tudi Omerovič, pa Sojič in pa Verbovšek. Blaj se je odločil za strel, ki pa mu ga je obranil gostujoči vratar. Ja, tudi za Marcela Blaja bi bilo najbrž zelo pomembno za samozavest, da čim prej pride do tistega prvega zadetka, potem ko se je vrnil v vijoličasti dres Šmartnega. Lani je jasno nastopal za Ptujsko Dravo. Kristjan Čeh je nekoliko tvegana, žoga mimo Omeroviča. Šket pa Kokol. Kokol z napako. Verbovšek je sicer prestregel tole podajo, ampak odbila se na to žoga izven meja igrišča. A v tem prvem krogu sicer 4 tekme že odigrane. Hajdina je z 2-1 premagala Ljutomer, Krško z 2-0 Korotan, novinci Starso na gostovanju pri Vidmu odnesli točko z rezultatom 1-1, Podvinci pa so s 3-0 premagali Šampion. Videli pa bomo torej, kako bosta sezono odprla Šmartno in pa Dobrovce. Danes sicer še tekma Fužinarja in Zavrča. Fužinar Prišlek v 3. ligo po izpadu iz 2. V sredo pa še prva tekma za novinca Čardo iz Martijancev, ki bo doma igrala z Brežicami. Dobra žoga na desni stran, kjer je Zupančič. Zupančič se odločil za strel, nekaj težav za Kamenška Pahiča. Na koncu je vendarle ukrotil tole žogo vratar gostujoče ekipe. Ja, podobno kot v prvem polčasu, v uvodu precej nevarnejši vijoličasti. Le s to razliko, da v prvem polčasu niso uspeli realizirati nobene izmed priložnosti, a v tem drugem pa so v mrežo pospravili že prvo. Preko Žige Sojča so povedli. Takoj po začetku drugega polčasa podal je Semin Omerovič, z glavo pa je zadel Sojč. Nekoliko je tvegal zdaj Zupančič, do žoge je prišel Benotič, daleč iz vrat je bil Arauz. Benotič gleda tam proti kazenskem prostoru, preigrava ob Zupančiču. Žogo je spravil do Šimunžeta, pa vrača nazaj do Čeha. Poda na desno stran to Čehu ni uspela, je pa zdaj priboril žogo nazaj v posed svoje ekipe, pa je na to tudi hitro izgubil. Omerovič je poskušal takoj v ogenj poslati Blaja, to bi bilo najbrž zelo nevarno, Blaj je dobro štartal. Ampak na srečo gostov na pravem mestu, branilci Dobrovc. Turinek poda na levo stran, kjer je Brinovšek in Gaber Majcenovič, pa Vižintin. Poda na desno stran, kjer je Zupančič, zamudil je Sagadin, ki je izpadel, veliko prostora ima zdaj Zupančič, poda v kazenski prostor, to je bila dobra žoga. Drsal je tam Marcel Blaj, žoge ni zadev, sta si pa oba akterja v vijoličastem dresu pri tele akciji prislužila aplavz zbranega občinstva tukaj na stadionu v Šmartnem ob Paki.
Tukaj v Šmartnem so sicer gledali že precej boljše čase, kar se nogometa tiče. V sezoni 94-95 denimo so bili prvaki v drugoligaški konkurenci, pa so bili potem neuspešni v kvalifikacijah za prvo ligo, v katero pa so se na to uvrstili v sezoni 2000-2001, a zaradi finančnih težav so na to izstopili leta 2004. Najvišji uvrščeni so bili sicer vijoličasti v prvi ligi na 4. mesto. Čeh. Napaka na to. Lorbka, pa zdaj Blaj. Blaj ima nekaj več prostora, vključujeta se Sojič, se pravi čujem, in pa Vrbovšek. Zdaj težave za Zupančiča, še vedno je nekaj luš na igrišču v prvem polčasu, kar nekaj težav na eni in na drugi strani. Pred to tekmo je sicer kar močno deževalo. Ni tiste poletne vročine, je pa zato igrišče nekoliko slabše. Na kar nekaj mestih tudi luže, ki so v prvem polčasu denimo zaustavljali žogo nekajkrat. Dobra globinska podaja, do žoge je prišel Blaj in zapiskal je Teo Glažar. Čudijo se zdaj v domačem taboru. Pričakovali so, da bo Glažar pustil prednost. Je pa Lanšket prejel rumeni karton kot tretji pri Dobrovcah. Razmerje v rumenih kartonih je zdaj 3:1. Pri Dobrovcah so promenili Čeh v 15. Hedl v 44. in pa Šket zdaj v 57. minuti. Na drugi strani porumenili zgolj Kopošar v 34. minuti, ki pa je med polčasom že zapustil igrišče. Ponovno prosti strel za Semena Omeroviča, je praktično iz enakega položaja kot v začetku tega drugega polčasa, ko je Žiga Sojič zadel. Dobra podaja Omeroviča, na pravem mestu je bil kapetan Dobrovc Andraž Mlinar. Pa žoga še naprej za vijoličaste. A počasi zdaj tam proti levi strani igrišča hodi Žiga Brinovšek, ki bo žogo najbrž poslal v kazenski prostor. A nekoliko se mu je ponesrečila izvedba tega avta. Za trenutek je na to popravil Vižintin. Na to pa napaka Kokiča, ki je podal v noge Taju Kokolu. Podbrežnik teče v protinapad. Podbrežnik je takoj iskal Benotiča na levi strani, na pravem mestu je bil Zupančič. Žoga pa na to ni prišla do Maja Lorbka. Dobro, Čehov v Blaju. Gaber Majcenovič. Turinek in Sojič, lepo zdaj Sojič z prve na desno stran do Zupančiča, pa globinska podaja proti Blaju. Bolje postavljen od Marcela Blaja, tokrat Andraž Mlinar. Mirno Sagadin na levi strani, pa Čeh in Šket. Šket poda na desno stran, tam je Hedl. Taj Kokol vleče žogo na nasprotnikovo polovico. Hedl pa na to vrača nazaj do svojih centralnih branilcev. Abdov ga poda na to na desno stran, kjer je bil prav Hedl, ki se je vključeval v napad. Na čas pa je za trojno menjavo pri Dobrovcah. Jure Šimunža, v igro pa Feri Čabotič.
Trojna menjava. Iz igre tudi Aljaž Gorazd Tir. Dašketa, Šimundža, Hedl in pa Čeh. Kot kaže, zapuščajo igro. V zvezdno vrsto prav gotovo prihaja Ferit Čabotić. Pa tudi Žan Kovačič je zdaj v zvezdni vrsti. Iz igre pri gostih tudi Kristjan Čeh, v igre pa Žan Kovačič. A priložnost pa medtem za Šmartno. Brinošek se je zdaj znašel spredaj, podaja proti Sojču, še vedno teče sicer Brinošek, ampak na koncu je žogo pobral Marcel Pahič Kamenšek. Prvič pri žogi Kovačič, nekoliko srečno je žogo spravil tam do Kokola, ta pa potem ni našel s podajo Podbrežnika. Na številko 19 nam je pri menjavah manjkal še Tjaž Štante, ki igra zdaj na desnem boku. Štante je sicer dvakratni strelec na prijateljski tekmi proti Malečniku v pripravljalnem obdobju za Dobrovce, ko so sicer z Malečnikom Dobrovčani remizirali z rezultatom 4-4, potem ko je precej rotiral. Gorazd Šketo ni uporabil kar 21 igralcev. Na generalki za tole prvenstveno tekmo so Dobrovce gostovali pri Šenčurju in remizirali z rezultatom 1-1. Zadev je Taj Kokol. Za nami je zdaj že dobra ura igre. Rezultatsko zaenkrat bolje kaže vijoličastim. Preigrava Benotić, nato pa podaja nazaj Šabotić, pa Štante. Ponovno Šabotić, lepa poteza Šabotića, ki je žogo poslal med nogama Uruhu Gabru Majcenoviću. Žan Kovačič je padel. Kokol na to poda na desno stran, zdaj mini pritisk Dobrovc. Predložek v kazenski prostor, odbija sicer Arauz, ampak samo do Sagadina, ki ima priložnost za strel, nevarna akcija Dobrovc pa se je končala z dobro obrambo Mihe Arauza. Ja, absolutno najlepša akcija Dobrovc na današnjem srečanju. Zapretil je na koncu levi bočni branilec Kristjan Sagadin, ki je prišel do strela v kazenskem prostoru Šmartnega, izkazal pa se je visokorastni Miha Arauz, ki je njegov strel odbil. A ves čas ponavljam, da Dobrovc nikakor še ne gre odpisati. Na današnjem srečanju Mlinar zdaj žogo proti Podbrežniku, še enkrat več na pravem mestu Arauz. Torinek in Kokič. Pa Gabr Majcenović, Blajd, visoko je ponovno Brivnovšek, pa Vrbovšek. Ponovno Blajd, lepa globinska poda proti Sojču, ki pa ga je ravno dovolj oviral Sagadin, da je Pahič Kamenšek žogo pobral. Odlično je potem proti napad Dobrovc prekinil Simon Zupančič. In tudi on si je prislužil aplauz. Navijaču Šmartnega. Vižintin do žoge, popravil je svojo napako Sagadin. Potem pa oster dvoboj Zupančiča in Podbrežnika. Zapiskal je Teo Glažar.
in pokazal, da bo to prosti strel za Šmartno. V žepu pa zaenkrat ostaja rumen karton. Debatirajo zdaj tam ob Zupančiču, ki leži na tleh, Mlinar, Omerovič in pa glavni sodnik Glažar. Zupančič pa bo, kot kaže, potreboval pomoč. Očitno je dobil udarec v glavo. Drži se tam za glavo desni bočni branilec Šmartnega. Najbolj goreči privrženci vijoličastih zahtevajo celo rdeč karton za Elvina Podbrežnika, ampak temu jasno ne bo podlegel glavni sodnik tega srečanja, Teo Glažar, ki je sodil tudi zadnji medsebojni obračun teh dveh tekmecev. 30. marca v Dobrovcah sta se ekipi razšli z rezultatom 2-1 v korist Dobrovc. A menjave zdaj pripravlja tudi Ramis Smajlović. Mislim, da bo to kar trojna menjava v taboru vijoličastih. Še vedno pa je na tleh Simon Zupančič. A upajmo, da ni staknil kakšne resnejše poškodbe. Ob njem sta zdaj tudi Brinošek in pa Omerovič. A Zupančič je zdaj vendarle na nogah, ampak kot kaže, ima kar precej težav. In ob aplauzu s tribun za igro zapušča Simon Zupančič. Še ena priložnost pa zdaj za kapetana Semina Omeroviča, da z uporabno podajo najde katerega izmed svojih soigralcev, ki bodo vtekli v kazenski prostor Dobrovc. Teče že 68. minuta. Dobra žoga Omeroviča. Do žoge ni prišel Kokič. Teče sicer Kokol tam proti Brinošku, ampak žoga je že zapustila meje igrišča. A na igrišče pa se je zdaj vendarle vrnil Simon Zupančič. Tako da, kot kaže, ne gre za nič hujšega. Dober prodor zdaj, mislim, da Vrbovška. Padel je sicer na to Dominik Vrbovšek. Glažar ni zapiskal. Za Dobrovce pa napada Podbrežnik, ki pošilja žogo v kazenski prostor. Bil je tam Benotič, ki pa ni prišel do strela. Brez večjih težav je žogo pobral Miha Arauz. Boris Seblaj prišel je do žoge ob Šketu. Neuspešno na to preigravo Vrbovšek. Pa zdaj Šabotič ob Blaju. Na koncu pa je prekršek storil Ferit Šabotič in zdaj že omenjena trojna menjava Ramisa Smajloviča. V igro bodo vstopili Jure Zapušek, Urh Pfeiffer in Matjaž Mežnar. A v igro Iz igre pa pri Šmartnem stopajo Jure Zapušek, Urh Pfeiffer in pa Matjaž Meznar. In Žiga Sojč. Igro pa bodo zapustili Žiga Brinošek, Urh Gaber Majcenovič in pa strelec za zdaj edinega zadetka na tej tekmi Žiga Sojč.
Pa še ena priložnost medtem za Šmartno, brani tokrat Kamenšek. Benotič in Šabotič. Na desni strani je Štante, pa Šket in Mlinar. Še približno 20 minut rednega dela je pred nami. Kokol je zdaj želel podajo strani Mlinarja, nije dobil, Mlinar je podal na levo stran do Sagadina, zdaj žoga vendarle pri Kokolu. Kokol do Šabotiča. Štante. Pa Lorbek, lepo Štante in Lorbek. Lorbek sicer nekoliko manj viden v tem drugem polčasu. Nevarno je zdaj podal proti Podbrežniku, ki pa ni prišel do strela. Proti napad pa za Šmartno, Blaj. Blaj se bo odločil za strel. Ja, veliko željo po zadetku vsekakor kaže Marcel Blaj, da bi zadev takoj po vrnitvi v vijoličasti dres, ampak zaenkrat v tej želji neuspešen. Prosti strel pa so si medtem priigrali vijoličasti. Ponovno bo zdaj menjal Gorazd Šket. Kot kaže, igro zapušča Luka Benotič, zamenjal pa ga bo Rok Ferčič. Menjava pri gostih, v igro številko 29 Rok Ferčič, iz igre pa številko 10 Luka Benotič. V igri sta zdaj oba strelca za Dobrovce na zadnji medsebojni tekmi, tako Ferčič kot Podbrežnik. Še ena dobra žoga v kazenski prostor Dobrovc, odbijajo gostje. Kokol je zdaj brcnil Blaja in to bo prosti strel zdaj na zelo nevarni poziciji za Šmartno. Kokol je kot četrti tudi porumenel pri Dobrovcah. Karton pri gostih, številko 24 Taj Kokol. Ja, sicer ne spremljamo preveč grobega srečanja, ampak vendarle so si pridelali že 4 rumene kartone. V gostujočem taboru lepa priložnost pa zdaj za kapetana Šmartnega Semina Omeroviča. Ja, položaj sicer morda bolj primeren za desničarja. Ampak ni dvoma, da bo prosti strel izvajal Semin Omerovič. Pahič Kamenšek je postavil 4 nogometaše v živi zid. Čakamo znak glavnega sodnika Glažarja. Da vidimo, ali lahko Semin Omerovič iz prostega strela premaga Kamenška. Pahič odločil se je za strel v vratarjev kot. Ubranil pa je tale poizkus domačega kapetana, gostujoči vratar Marcel Pahič Kamenšek. Tretji kot na današnjem srečanju bomo zdaj videli. Drugi za Šmartno. Omerovič, to je bila dobra podaja. Na koncu je bil tam Turinek. Najbližje golu. Ni prišel do konkretnega strela. Bori se Omerovič. Na tleh sta tako Omerovič kot Sagadin, brez prekrška sicer, bo pa to gol-out za Dobrovce. Še približno 16 minut časa imajo varovanci Gorazda Šketa, da najdejo pot do izenačujočega zadetka, da ne bi nove sezone začeli s porazom. Preletela je zdaj žoga Rausa, nije najbolje ocenil, do žoge je prišel Ferčič. Takoj podaja v kazenski prostor. Lorbek. Šabotič, dobro se je znašel Šabotič, ki preigrava. Pa Podbrežnik.
Ušla je žoga pod Brežniku in na koncu brez zaključnega strela po tele akciji Dobrovc. A vendarle so poskusili s kombiniranjem v nasprotnikovem kazenskem prostoru, varovanci Gorazda Šketa. Ampak na koncu še vedno najkonkretnejša priložnost tisti strel Kristjana Sagadina, ki mu ga je obranil Miha Raus. Padel je Kovačič. Ničesar ni zapiskal Glažar. Pa dobra podaja zdaj proti Blaju. Skočil je zdaj Marcel Blaj v Marcela Pahiča Kamenška. Zapiskal je sicer Teo Glažar, seveda prekršek v korist Dobrovc. Nekoliko nespametna poteza domačega napadalca v veliki želji, da bi prišel tam do žoge. Na srečo pa ni prišlo do hujšega trka obeh akterjev. Kokol poda na desno stran, tam je bil Lorbek, pa Ferčič, ki je zdaj globoko na sredini. Ponovno Lorbek, ob njem je Kokič, lepo je našel Podbrežnika, Podbrežnik s prve do Ferčiča, ki pa se resnično ni najbolje znašel. Šabotič, dobra poteza Šabotiča, Podbrežnik, skoraj da z napako, žoga je vendarle prišla do Kokola, no potem pa se je zaustavila tale podaja vezista Dobrovc tam v luži. Na desni strani je za Šmartno do žoge sicer prišel Mežnar za trenutek, ampak na koncu brez proti napada. V posesti so ponovno fluorescentni rumeni. Kokol, skoraj da se je privoščil napako, zdaj Kokol. Prekršek so zahtevali v domačem taboru. Še enkrat več pa odličen dršeči start Simona Zupančiča, ki kar zbira aplauze domačega občinstva s temi požrtvovalnimi potezami. Večinoma v preprečevanju proti napadov nasprotnika. Stanski sodnik zdaj kaže, da bo to žoga za Dobrovce. Razburjajo se domači. Glažar zahteva, da se Sagadin vrne na svojo polovico. Sagadin je izgubil žogo, Vižintin do nje. Še ena globinska podaja proti Blaju, na pravem mestu je bil Lanšket. Kovačič. Kovačič podaja proti Ferčiču. Ni bila najboljša podaja, na koncu do žoge vendarle Kokol, ki zdaj v ogenj pošilja Kovačiča. Še enkrat več pa odlično Simon Zupančič. Ja, prav gotovo eden najboljših igralcev. Na današnjem srečanju je desni bočni branilec Šmartnega Simon Zupančič. Devetinsedemdeseta minuta teče. Kot za Dobrovce. Razmerje v kotih zdaj 2-2, no na tleh pa zdaj leži eden izmed domačih nogometašev. A vse bo, kot kaže, v redu za Timom Turinekom. Gneča zdaj pred Miho Rausom. Zanimiva postavitev nogometaša Dobrovc. Voda v kazenski prostor pa ni prešla prvega branilca v vijoličastem dresu. Še dobrih 10 minut in sodnikov podaljšek. Upanja za varovance Gorazda Šketa, da pride do izenačenja in iz gostovanja pri Šmartnemu odnesejo točko. Zupančič je zahteval igro z roko Kovačiča. Kovačič ga je preigral do strela, na to prišel Ferčič.
Dober strel je bil to rezervista Roka Ferčiča. Izkazal pa se s posredovanjem Miha Raus. Nevaren strel po tleh in še en kot za Dobrovce, ki vse bolj pritiskajo. Žoga tokrat na drugo vratnico, preletela je vse zbrane nogometaše v kazenskem prostoru Šmartnega. Stranski sodnik pa kaže, da bo to samo met iz avta za vijoličaste. Pfeiffer vrača žogo v igro. Blaj. Po desni strani je sicer tekel Mežnar. Na koncu pa Zupančič s premočno podajo. A vse več prostora se bo tudi odpiralo vijoličastim za proti napade. Vse bolj bodo pritiskali in tvegali varovanci Gorazda Šketa. Z namenom jasno, da pridejo do izenačujočega zadetka. Kokol z diagonalno podajo, padeve sicer Zupančič ob Kovačiču. Nekoliko sta tvegala Turinek in Raus, ampak na koncu je žoga končala v naročju vratarja Šmartnega. Bori se Blaj, pade v Mlinarju. Glažar pa je rumeni karton zdaj pokazal Marcelu Blaju. Blaj torej kot drugi porumenel pri Šmartnemu. Ja, nikakor ne gre očitati velike želje povratniku v vijoličasti dres Marcelu Blaju. Štante nekoliko je tvegal, Štante podaja na to do Mlinarja, na levi strani je Sagadin. Sagadin je žogo spravil do Ferčiča, ta je nekoliko slabše zaustavil žogo. In na koncu bo to žoga za Šmartno. Bori se Sagadin, dobro je spravil žogo do Ferčiča, pa Kovačič. Ob Kovačiču je Vižintin. Na desni strani je Štante. Preigrava Štante. Dobro je prišel mimo svojega čuvaja, pa zdaj Šabotič. Lorbek. Ja, žogo je poskušal spraviti v kazenski prostor, ampak se mu je ta poskus povsem pa nesrečil. Dobro, Pfeiffer. Pa Omerovič. Blaj ni bil v prepovedanem položaju, priložnost zdaj za Marcela Blaja. Dobro ga je spremljal Šket, Blaj je na to podal Omeroviču, ki pa je izvrstno sprožil in zadev za povišanje vodstva na 2-0. In ja, skoraj da si upam reči, da za potrditev prvih 3 točk Šmartnega v novi sezoni. Odlično izpeljan protinapad. Marcel Blaj ni bil v prepovedanem položaju, prišel je v kazenski prostor nasprotnika, nesebično podal proti Omeroviču, ki pa je izvrstno streljal in rezultat povišal na 2-0 v korist Šmartnega. Če bi sodili po današnjem srečanju,
si lahko pri Šmartnem obetajo precej boljšo sezono, kot so imeli lani. Dobro igro so danes prikazali varovanci Rameza Smajlovića. A nikakor pa ne moremo reči, da so razočarali na drugi strani nogometaši Dobrovc, ki se kljub moji napovedi izpred nekaj trenutkov, da bodo 3 točke ostale v Šmartnem, jasno ne bodo predali. Še ena globinska žoga medtem na Blaja, ni bil v preveden položaju, z roko je posredoval Mlinar, ničesar ni zapiskal Teo Glažar, zanimiva odločitev. Kovačič preigrava pa Vižintin. Vižintin z dobro globinsko podajo. Na desni strani je zdaj Mežnar. Mežnar je žogo lepo spravil v kazenski prostor, kjer pa je vodstvo na 3-0 povišal Dominik Vrbovšek. Ja, in če je prej obstajalo še nekaj upanja za Dobrovce, pa zdaj mislim, da resnično lahko pripišemo prve 3 točke Violi častnim iz Šmartnega. Dominik Vrbovšek, rezervist, se je vpisal med strelce. Z močnim strelom je premagal Marcela Pahiča Kamenška. In zdaj je, mislim, da vse je odločeno. Ja, skupaj s Podvinci bodo na prvem mestu zaradi gol razlike, jasno, nogometaši Šmartnega po tej tekmi in pa po prvem krogu, če jasno Čarda ali Brežice ne zmaga z višjim rezultatom, enako velja seveda za Fužinar in Zavrč. A še kako zadovoljni bodo najbrž z uvodom v to sezono v domačem Taboru. Omerovič in Zupančič, ja, vsekakor je treba ob tej zmagi omeniti tudi Simona Zupančiča, ki je nekajkrat izvrstno, borbeno, požrtvovalno posredoval in prekinjal proti napade Dobrovc. Poskus globinske visoke podaje v napad pri Dobrovcah je preprečil Davod Kokič. Sagadin pa na to ni zaustavil žoge, a zdi se, da so se že oddali v usodo pri gostujočih. Menjava pri domačih, v igro vstopa številko 17 Dejan Gegić, iz igre pa Tim Turinek. Medtem pa bo še eno menjavo pravil Ramis Smajlović, za teh nekaj trenutkov bo na igrišče na mesto Tima Turineka poslal Dejana Gegića. A ne samo s 3 goli v nasprotnikovi mreži, Ramis Smajlović bo najbrž precej zadovoljen tudi z ničlo v lastni mreži. Kljub temu, da se je za to ničlo nekajkrat moral kar pošteno potruditi Miha Raus. Še naprej napadajo domači, Jure Zapušek je poskušal. Mlinar pošilja žogo na desno stran. Tam je Lorbek. Lorbek precej manj viden v tem drugem polčasu. Hvalili smo ga v prvem, ko se je precej trudil, no v drugem ga je povsem posrkalo. In bil je bolj ali manj neopazen. V tem drugem polčasu Maj Lorbek. Začela se je medtem že zadnja minuta rednega dela srečanja. A nekaj podaljška mislim, da bo dosodil Teo Glažar. Videli smo nekaj prekinitev zaradi poškodb, pa tudi menjave. Na sredini pa zdaj pri žogi Vižintin. Omerovič. Ja, iskal je ponovno s podajo Blaja.
Nekoliko panično pa je zdaj izbijal Zupančič in ponudil bo Dobrovcam še eno priložnost iz kota za vsaj častni zadetek. Četrti gol za Dobrovce. Domači so izvajali samo 2. Prav Maj Lorbek bo tisti, ki bo poslal žogo v kazenski prostor. Odbija Arauz. Smo že v sodnikovem podaljšku današnjega srečanja. Lorbek še z enim predložkom. Brez večjih težav pa lovi Arauz. Omerovič in Vižintin. Podaja proti Blaju. O Blaju je sicer Šket. Pa Omerovič. Vižintin. Ja, še ena globinska voda prav proti Blaju. Še enkrat več pa mu je priložnost, da je mogoče Šket. V kazenskem prostoru je ponovno Blaj. Omerovič. Preigrava Omerovič, lepa poteza Semina Omeroviča. Poizkuša tam s kombinacijo z Blajem, ta je potem priboril žogo nazaj, sicer le za trenutek. Na koncu pa prekršek. Kometaša številko 18, to je Dominik Vrbovšek, ki je preprečil proti napad Dobrovc. Končuje se 2. minuta sodnikovega podaljška. Kokol poda na levo stran do Sagadina. Dobro se je znašel Sagadin, poda proti Šabotiču, no to pa ni zaustavil žoge, ki jo je proti njemu poslal Ferič Šabotič. Na žoge je potem prišel Zupančič, kako pa to še en kot za Dobrovce. A vendar je bi lahko z nekoliko boljšim vtisom odšli iz tega gostovanja, če bi zabili vsaj častni zadetek varovanci Gorazda Šketa. A slab predložek je bil to kazenski prostor, brez težav so odbili vijoličasti. Medtem, ko smo že preko polovice tudi 3. minute sodnikovega podaljška. Še ena žoga v kazenski prostor, ja, priložnost zdaj za protinapad Šmartnega, pa Slava poda, na prvem mestu je bil Šabotič, Blaj bi imel sicer ogromno prostora. Podbrežnik spodal v kazenski prostor, Ferčič ni bil na pravem mestu. In Miha Raus bo zdaj počakal, da glavni sodnik tega srečanja, Teo Glažar, odpiska konec te tekme uvodnega kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod, torej v Šmartnem, zmaga domačih proti Dobrovcam z rezultatom 3-0, še kako bo zadovoljen Rami Smajlović, povsem nasprotno jasno Gorazd Šket. Ponovimo pa še enkrat tudi strelce, vsi goli so padli v drugem polčasu, takoj v 46. minuti je po podaji Semina Omeroviča zadev Žiga Sojić. No prav Omerovič je na to po protinapadu Marcela Blaja dobil lepo podajo in izjemno zaključil za povišanje vodstva na 2-0, že čez 2 minuti pa je končni rezultat današnjega srečanja postavil Dominik Vrbovšek. Meni za danes ostane samo še to, da se vam zahvalim za pozornost in vas povabim k spremljanju 3. slovenske nogometne lige Vzhod tudi v prihodnje. Hvala in srečno!